Lepo je biti Damjan Murko. Čeprav mogoče, kdo spremlja zadeve, si reče, o moj bog, sam tega ne. In zdaj sem točno tukaj, kjer sem se zmeraj želel biti. Ko pridem jaz na nastope, to stojijo v vrsti po 1 uro za avtograme. Ne? Moj gost je Damjan Murko, samopromotor, organizator porok in pevec. Damjan, pozdravljeni. Lepo zdrav tudi vam in vsem gledalcem. A sem dala napačni vrstni red? Samopromotor, organizator porok in pevec. Pravzaprav ne. Moram reči, da sem mogoče vendarle začel kot pevec, ne? Ampak ker sem zelo hitro ugotovil čez leta, da v to smer nikamor ne bo šlo, sem se odločil, da mi prvi mojster samopromocije na naših tleh od samostojnosti Slovenije prav paše. Damjan, kako vi, ne res, vi se temu smejite, ampak to je resna stvar. Mene zanima, kako vi pridete do milijona in pol ogledov vašega videospota. Prosim. Ja. Jaz pravzaprav pravega recepta za to nimam. Jaz vedno rečem, če si iskren, če ne zaspiš na lovorikah, če je tu neka prodajna strategija, moramo vendarle priznati. Po drugi strani se pa vendarle vprašam, zakaj pa ravno jaz, zakaj sem pa ravno jaz poseben, zakaj pa je samo meni recimo uspelo na tak način. Mislim, da pravega recepta ni. Si rojen za to ali pa nisi. Mislim, da je to karmično prineseš na svet. Ste res začutili, recimo že kot otrok, da ste prinesli na svet nekaj, da želite pozornost, da želite publiko, da želite, da ste pomembni in da se predstavite? Kako je to bilo? Mislim, tako je. Jaz pač priznam, da rad nastopam. Jaz moram tudi reči, da že od majhnega jaz vem, da sem želel biti duhovnik. Jaz sem zbral otroke z ulice skupaj. In jaz sem bil na čelu in oni so me poslušali in me gledali in tako naprej. Potem takoj v osnovni šoli že dramska šola, potem kasneje priznana dramska šola Barice Blenkuš. Pri glasbeni še zmeraj nismo. Zakaj? Ker se mi zdi, da sem še zmeraj boljši igralec kot pevec. Publika mi verjame in to je zelo pomemben faktor za uspeh. Vi ste pa precej iskreni sami s sabo, ne? Ja, jaz moram reči, da je v tem krutem času bi bilo zelo do mene in do publike nepošteno, da po 20 letih mojega nastopanja, da tega ne bi priznal oziroma bil iskren najprej do sebe, potem pa seveda do ljudi. Malce dvoma pa zmeri mora biti tukaj, ne, v tem mojem liku. Ja. Damjan Murko, kdo ste? Vaših profilov je približno 15 na Instagramu. Ste samo eden in edini pravi. Vsi ostali niso. Kdo so vsi ostali? Zakaj bi človek hotel biti Damjan Murko in ne to, kar je? Mogoče zaradi tega, ker se konec meseca splača. Malo se hecam, ali je res. Po eni strani je pa tako, da se mi zdi, da te intrigantne osebnosti, ljudi, ki se pojavljajo, ki tečejo zelo na kratke proge, se mi zdi, da zmeri znova dokažemo, da kljub vsemu pa neka kvaliteta pa tukaj mora biti iz enega ali iz drugega vidika. Kvaliteta ali strategija? Mislim, recimo leta 2008, zdaj to že 13. leto teče od tega, ste bili najbolj klikana moška oseba v Sloveniji med, mislim, da je pač še ena skupina znotraj, ampak skratka zelo klikana moška oseba, ampak to je že 13 let od tega in še vedno ste na sceni in še vedno vas gostijo po mnogih oddajah, najbolj gledanih, najbolj poslušanih. Mislim, ne naveličamo se vas, kako vam uspe? Ali je tukaj velika strategija, velika ekipa ali samo kaj? V Sloveniji to lahko uspe? Tako je. Jaz mislim, da za uspeh so potrebne vse v mojem primeru 3 zadeve. Srce, glas in predvsem intelekt. Jaz bi dal intelekt na prvo mesto. Zato, ker je tukaj del množice, ki ti sledi, je tukaj del določene strategije in moramo pa tudi to vedeti, da živimo še zmeraj z nekim pridihom balkanskega primitivizma. V mojem poslu mi lahko to mogoče tudi malo pomaga, ampak po drugi strani se pa jaz tega zelo otepam, pa še to me moti, da pravijo, da v Sloveniji zvezd ni. Po vsej na tej zemeljski obli imajo svoje zvezde, Slovenija jih pa ne bi imela. Zakaj ne, konec koncev, ne? Sej živimo pač, logično se nas vidi na cesti, se nas vidi v trgovini, ampak vseeno se pa mi zdi, da ljudje potrebujejo svoje zvezde, zato da se po njih tudi vzgledujejo. Ja, vi ste v enem intervjuju izjavili, da, ko ste ravno zdaj omenili sebe za zgled, da pravzaprav najbolje živite zaradi tistih, ki se iz vas norčujejo. Ja, ponavadi tudi nastopam za tiste, ki me ne marajo. Ponavadi me najamejo ljudje za tiste, ki me ne marajo.
Ampak po 5 minutah Ja. zavesa pade in Vam jejo z dlani? zelo lepo je slišati, recimo pred 10 leti, če bi te videl na ulici, bi se obrnil stran ali še bi ti pa kaj zabrusil, zdaj me poprosil za avtogram. Se pravi, vse se tako zelo spreminja in tako zelo rastem, a ne? In zdaj sem točno tukaj, kjer sem se zmeraj želel biti. Kje? Na vrhu. Številka 1 na svojem področju. Boste tu naredili kakšen preobrat, se pravi, kaj za vas pomeni, ko pridem na vrh, tam, kjer sem želel biti in zdaj tam sem. Kaj se tam zgodi? Jaz sem se že v določenem momentu želel posloviti. Predvsem ob rojstvu sina. Se mi je zdelo, da je to res taka velika prelomnica, da zdaj ne vem, kako bi lahko peljal naprej ta lik, ne, ravno zaradi tega, ker ne vemo, kako bo to vplivalo na mojega otroka. Pa mogoče zelo na začetku, ko sem bil vržen v vodo, zdaj pa plavaj, ne, na meni so se zelo kopija lomila. Ni bilo lahko, ne zame, ne za mojo družino, ampak jaz sem nekako v sebi čutil, da tole bo pa uspelo, ne. Najprej sem recimo, vsi so vedeli, kdo sem, vsi so kazali s prstom name, vsi so se smejali, danes delajo isto, ampak fino plačajo za to. Kasneje, potem, ko je sin odraščal, ne, pa je to kot nek klic narave, čutiš, da moraš to početi, čutiš, da jaz sem dobil ne vem koliko pisem takrat, pa ja, ne mislite resno, da boste končali, naša scena bi bila revna brez vas. Ja, skratka, Slovenci potrebujemo lik Damjana Murka. Tako kruha in iger. Dajmo jim to konec koncev. Ja. A sem rekla pravilno, lik Damjana Murka ali Pravilno. potrebujemo Damjana Murka? Kar lik, ker to sta dve različni osebi. In to ste se pravilno izrazila. In vi zelo dobro razumete, kje je meja, ali se kdaj tudi izgubljate, ali ste se kdaj izgubili v tem, ker vendarle v Sloveniji nimamo zdaj radarjev in tako velike scene, pridete ven, vsi vas gledajo, greš v trgovino, ne? Najbrž nimate nekoga, ki gre po nakupih za vas. Ženo. Hvala Bogu. Ja, mislim, odvisno od dneva, čisto tako je. To je del posla, to je del množične kulture. Mi se pač moramo zavedati, da živimo v nekem svetu, kjer je javna oseba takoj, ko stopi na cesto. In zavestno sem se odločil za ta posel. Moji kolegi mogoče tega ne razumejo, pa se malo tega otepajo. Ampak tudi to me nihče ne bo prepričal, da v Sloveniji paparacov ni. Tudi to obstaja, če si ti prava, zanimiva oseba, ne. Konec koncev na vaši poroki, katerega medija, recimo govorimo o rumenem tisku in podobno, ni bilo? Dejansko so domala vsi mediji pokrivali takrat pred 13 leti ta dogodek. Jaz tudi nisem povedal, kako, kaj, jaz sem sam povedal, da se poročim in dejansko je bilo potem pred Stolno cerkvijo v Mariboru tak naval, da smo se všalili, da je bilo več fotografov kot pa svatov. Damjan, vi ste spoznali svojo ženo v fazi, ko ste močno zasvetili in razburkali to javnost v Sloveniji. Kako vam je uspelo priti do nje, oziroma kako je njej uspelo priti do Damjana Murka v tisti fazi, ko ste najbrž bili še sami zmedeni, kaj se pravzaprav dogaja? Ja, res sem bil. Mogoče na način tega, da name nikoli ni gledala kot na neko persono ali pa na pevca ali kakorkoli. Mi da sem se tudi spoznala na občini, kjer je bila ona tajnica župana takrat. Jaz sem takrat nastopal na sprejemu županovih gostov in mi da sem se takrat zelo osebno ujela na prijateljski bazi. In se mi zdi, da je to zelo pomembno, da sta par mogoče najprej prijatelja, da si res vse zaupata, da med njima ni nikakršnih skrivnosti, ker na podlagi tega lahko gradita tudi nek mogoče intimen, bolj čustven odnos, brez nekih skrivnosti. Ker se ti v nekoga takoj zaljubiš, pa se ti zdi, da se moraš pokazati v najboljši luči. Ni to včasih najboljše, potem ko začneš z nekom živeti. Pa je ona vaš pristan? Ali ne? Ali ste samo sami svoj pristan v trenutkih, ko ni nikogar zraven? Ne, tukaj pa moram biti iskren, jaz mislim, da je recimo najina veza, najin zakon kot valovanje morja, ampak lepo je, če se barka vedno vrne v varen pristan in ona je ena izmed teh mojih pristanov. Vas do v bistvu pozna? Preveč. In je tudi moja šibka točka, ne? Zato, ker v partnerstvu se tudi jaz ne opoznam, ne? V partnerstvu se zelo dobro ve, kje lahko koga procvetljaš ali pa tudi mogoče koga prizadaneš. Ker se tako dobro poznaš, ne? In veš tiste šibke točke.
Ona je tudi vaša menedžerka? Oziroma... Tajnica. Tajnica? Ne, menedžerji organizirajo nastope, jaz pa tega ne potrebujem, tudi nimam, sicer Uroš Apostolovič Apos skrbi za določene zadeve, ampak načeloma ona se oglaša na telefone, ki mene ne urejuje nastopa, ker tega ni treba. Mene sami pokličajo ljudje, ki me potrebujejo, ne, oziroma si me zaželijo. Zdaj v zadnjem času je sicer malo manj tega, ampak vseeno moram jaz nekaj povedati na tej točki. Jaz se nič ne pritožujem na dano situacijo, kar se tiče posla. Ne razumem ljudi, ki so 30 let na sceni, pa se zdaj pritožujejo, da ne morejo živeti. Mislim, kaj si pa delal 30 let, ne? Mislim, meni je čisto v redu, pač situacija je takšna, kakršna je, treba se je privaditi na novo realnost. Malo smo zamenjali strategijo, a ne? Ampak konec koncev se še mi vedno prek Skypa lahko javljamo slavljencu in še zmeraj je to lahko super zabava in presenečenje. A si mi lahko kdaj obetamo popoln preobrat Damjana Murka, da to postane ena zelo resna oseba, poslovnež s povsem novo potjo, ali ne, ali bo tudi pri 50-ih, 55-ih, 60-ih Damjan Murko s krznom prišel, slikal se za recimo na pol gol za koledar in podobno. Mislim, tako je. Pred recimo 15 leti so me spraševali, kaj pa boš ti čez 5 let? Pa potem spet so me spraševali in vsako leto znova, kaj pa boš? Ne vem, zaenkrat sem tukaj, kjer sem. Ne vem, kakšne poti ima z mano usoda, ampak zaenkrat dobro kaže, da bom ostal tukaj, kjer sem. Zdaj se v neki zelo resni luči kazati ljudem, se mi zdi zelo nespametno, ker kot sva ugotovila, lik potrebujejo, a ne? In zelo pa mi pašejo takšni intervjuji, kot jih imava midva danes, zaradi tega, ker se mi zdi, da se lahko vsaj malce pokažemo drugi luči, malce sname masko. Ne vem, jaz mislim, da bom tukaj, kjer sem ali še pa rastu. Je pa res, da znotraj tega seveda imam tudi svoje izdelke, parfume, skodelice in tako naprej. Bi si lahko mislili v nekem določenem momentu, da to pa ni dovolj za preživeti, a pa še kako je, če je blagovna znamka Damjan Murko. Ja, a je možno, da Damjan Murko vzgoji Damjana Murka mlajšega? Bog ne daj. Tega si pa ne želim. Nemogoče, tega ne moreš naučiti, to človek je ali pa ni. Ne, mislim, zdaj, če gledam na splošno, če bom jaz začutil pravo energijo, da je nekdo, ki bi lahko na podoben način začel to kariero, bomo šel prvi čestitati. Zaenkrat, če pa ne čutim nekoga, ki bi bil toliko brez lažne skromnosti, lahko rečem, sposoben, da bi tudi ta pritisk javnosti, pritisk okolice zdržal, ker to res ni hec. Ja, bili ste nam včasih kakšne tedne kar na mnogih naslovnicah hkrati, ne na eni, v istem tednu na večjih naslovnicah hkrati, v raznih situacijah, morda ena bolj bizarna kot druga, tudi kdaj ne. Od začetka smo pravzaprav, od začetka smo delali, vsak bi na začetku kariere naredil več kot danes. To je pač tako je in temu je treba pogledati v oči. Zelo mi gre tudi na živce, ko rečejo naši estradniki, da medijev ne potrebujejo in da so na vlaka. Jaz vsa ta leta tako odlično, z roko v roki sodelujem z mediji in jih konec koncev potrebujem in je dokaz več, da oni tudi potrebujejo mene. Se pravi, gre za neko simbiozo. Ja, bilo pa je preveč v nekem momentu, da sem se omaknil za 2-3 mesece, da me sploh ni bilo. In zelo hitro se je pokazalo, da so ljudje začeli spraševati, kje pa je zdaj Damjan, kaj se pa zdaj dogaja, ne? In sem spet mogel potem in tudi želel priti nazaj konec koncev. A ste kdaj, ne, niste nikoli jezni na ljudi, ne? Da bi recimo rekli, da ljudje svojih frustracije preko vas... Ne, jaz sem tak terapevt. In meni se zdi, da zdravijo svoje komplekse na meni in to me dejansko ne moti, lahko mi rečete zdravilc, če hočete, ampak ne, seveda, jaz pač razumem to, spet bom rekel, kot del posla, kot nekaj, na kar se ljudje včasih naslonijo, ko je treba zliti gnojnico, a ne? V zavesti vsakega Slovenca pa živim. Jaz sem tukaj, toliko in toliko let, obstajam in želeli ste me, zdaj me pa imate. In ne boste se me znebili. Tako. Ker se me tudi nočete. Tako je, ja, se pravi, simbioza, ne, vse nekako kroži, ljudje me želijo imeti. Ja. Vendarle ste človek, imate dušo, imate čustva, vas tudi kaj prizadene kdaj? Ali ste tako trdi postali, da ne spustite več preko oklepa?
samo idiota nič ne prizadene. Seveda me, sploh če je to na provokaciji grajeno, mi je zabavno in smešno. Če pa gre za žalitev, pa logično, da mi ni všeč. Sem že parkrat tudi malo pokazal tega mojega resnega obraza, mi je tudi odvetnik pri tem pomagal, ker se mi zdi, da ne plehkosti, ne žalitev, sploh se pa ne izraziti, mislim, žali družine ali kakorkoli. Tu moramo vedeti, kaj pač je sveto vsakemu posamezniku. In to je v mojem primeru moja družina. Kako si napolnite baterije? Hodite? Dolgi sprehodi. 2 uri vsak dan, ne glede na vreme. Ni telefona, ni otroka, ni žene, ni prijateljev, ni posla. Ni otroka, ni žene, ni telefona. Nič, 2 uri mi ni, to že vsi vejo. Prav vsak dan? Vsak dan, dolgo spim. Pa se mi zdi, da če nisem spočit, da potem tudi ne morem biti 100% ne doma kot oče in mož, ne kot medijska osebnost. Če bi bili vi rojeni v Ameriki ali pa v južnih državah, Španiji, recimo Grčiji, bi Damjan Murko bil nekaj posebnega? Tam je kar dosti posebnih ljudi, ne? Jaz se pravzaprav, kakorkoli obrnem, jaz se sploh nimam za toliko zelo posebnega. Ker so bili res pri nas primeri, ki so pa bili res ekstravagantni, če lahko tako rečem, ne? Ampak več kot 2 meseca jih ni, prav tako tudi resničnostni šovi, v katere me vztrajno vabijo, zmeraj vse zavračam, ker se mi zdi, da bi preveč se odprl, preveč ne moreš ti, oprostite, igrati bedaka 24 ur na dan. Lahko ga pa pol ure za to, da ti da zaslužiš, ne? Oziroma, da je to tvoj posel, del tvojega posla. Morda mi bi uspelo, ampak se mi zdi, da je preveč teh ljudi, ki bi tam želeli uspeti. Mogoče je to. Tako da jaz mislim, da se je vse zgodilo z določenim namenom, tudi to, da sem rojen v Sloveniji. Ja. Verjamete v usodo? Zelo močno. Ste verni? Tudi. Se mi zdi, da lažje z neko vero preskakuješ vsakodnevne ovire. Je pa tako, jaz ne razumem, čistko bom rekel, ateistov. Razumem ljudi, ki verjamejo in verujejo v naravo, v Boga, v sebe konec koncev, v svojo družino. V nekaj veruješ, imaš neko moč za nekaj, da pa popolnoma v nič ne verjameš na tem svetu, se pa mi zdi, da si lahko zelo, zelo prazen v duši. To je pač moje mnenje. In kaj je vaše poslanstvo? Biti, kot ste rekli, terapevt v obleki zabavljača? Biti oče. To je moje poslanstvo. Zadnjih 8 let sem prepričan v to. Je pa res, da bi moje življenje po drugi strani bilo pa spet neizpolnjeno in nepopolno, brez tega dela, v katerem sem se res našel. Ker vi morate vendarle vedeti, da jaz nobenega drugega poklica nisem nikoli v življenju opravljal kot to. Jaz sem po srednji šoli takoj stopil na oder. In jaz sem od začetka želel biti pevca. Jaz nisem vedel, kam me bo to vodilo. Potem so pa te vajeti usode, višje sile poskrbele za to, da sem danes tukaj. In bi rekli, da je vaša usoda težka, milostna z vami? Lepo je biti Damjan Murko. Čeprav mogoče, kdo spremlja zadeve, si reče, o moj bog, sam tega ne. Ampak ja, jaz si naredim tako, da mi je lepo. Jaz naredim, da je ljudem okrog mene lepo, ljudje, ki me poznajo, vedo, kako stvari stojijo, in jaz se sploh ne obremenjujem in tudi ne berem ne slabih, ne dobrih stvari o meni, ker lahko samo tako nemoteno delam. In to ste nehali, na eni točki ste to prekinili? Ja, včasih je bila ta katastrofa. Včasih sem še odgovarjal na provokacije, zdaj pustim. Se pravi, če niso žaljive, pustim. In pač to jemljem na način, da vsak pokaže svojo inteligenco tudi na ta način. Za svojim pisanjem, za svojim razmišljanjem, kakorkoli. Ja, saj to je res zaskrbljujoče, če bereš kakšne komentarje, recimo kakšnih medijev, kjer se vsuje več 100 komentarjev, zaskrbite, ne če si to ti, tudi če je to drug, ko bereš, kaj vse so ljudje sposobni napisati, te malo zaskrbi, kakšna je stopnja zavesti v Sloveniji. Ja, ampak recimo jaz sem se tudi v določeni točki začel spraševati, kje so ti ljudje, ko to pišejo, glede na to, da je bazen moje publika iz leta v leto globji. In glede na to, kot ste omenili,
več kot 2 milijona ogledov na pesmih, ko pridem jaz na nastope, to stojijo v vrsti po 1 uro za avtograme. Ne? Se pravi, kje so potem tisti ljudje, ki se tako zelo oglašajo? Sem nekoč prišel tudi do ene točke, da so to isti ljudje. Eni in isti? Ja. Tudi kakšen najbrž? Najbrž, res. Ja, se najdejo. Ja. Ja, precej ste, pravzaprav v enem delu ste kar skrivnostni, no? Jaz mislim, da me karizma dela, to imaš ali pa nimaš, ne? S tem si rojen ali pa ne. Me dela tako, da sem še zmeraj zanimiv in da ljudi pušča malo v dvomih. Jaz tudi nikoli ne izpostavljam svojega otroka, zelo malokrat pokažem svojo ženo. Mislim, tako sva se odločila za ženo, da otroka ne bova skrivala pred javnostjo pa mediji, ker se mi zdi to neumnost, ker konec koncev je otrok javne osebe. In s tem živi, njemu je to položeno v zibelko in mu je jasno, zakaj je temu tako. Ne? Ga ne skrivava, ampak ga pa tudi ne izpostavljava, no? Tako da zelo premišljeno. Rekli ste na začetku, kako daleč ste šli, ne, za to, da bi vseeno imeli publiko. Ja. Ste kdaj šli predaleč? Vas je česa sram? Predaleč ne, ker so bile takšne ali drugačne ponudbe. Ne vem, slikati se popolnoma gol, jumbo plakati po vsej Sloveniji z napisom kupite to revijo, videli boste to in to. Popolna medijska podpora, če to naredim in tako naprej. Rekel sem ne. Ne bi rekel, da sem naredil narobe, bi pa mogoče kakšno stvar logično po vseh teh letih izpeljal drugače. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, se je čisto vsaka stvar pokazala za stopničko više v mojem izražanju. Pa naj bo še tako recimo bizarna, ampak zdaj, če pa recimo pogledamo za nazaj, kaj je pa Damjan Murko naredil v svoji karieri v 20 letih toliko zelo bizarnega. Ne vem, zapel je Zdravljico na stadionu, izdal je koledar, ki se vsako leto še po tolikih letih zmeraj odlično prodaja. In tukaj se pa zdaj že končajo skoraj da zadeve, ne? Ampak ne vem, že z eno pesmijo, z mojim največjim hitom, prvim največjim hitom Srečen, ker sem moški, sploh nismo vedeli, kaj narediti. Jaz sem takrat Mihi Hercogu in Saši Lenderju samo rekel, napišite mi komad, želim naslov Srečen, ker sem moški. In če bi ga izvajal to nekdo drug, jaz verjamem, da to ne bi bil hit. Ker pa je to nek moški z perjem pa z krznom izvajal, ne, lepo razpeto balado, konec koncev kvalitetno, je pa padlo to spet na plodna tla. Se pravi, vidi se, zelo je bilo to, pa še danes je v povojih, kako je treba se iti šov biznisa na naših tleh. A pa vi v tem, ko nadenete krzno ali pa ko se slikate na polgoli, a vi uživate v teh momentih? Res? Ali če ni skrivnost? Ja. Niti ne. Niti ne. Niti ne. Tako je. Zdaj, mi vedno strmimo k temu, da pri ljudeh vzbudimo neka čustva. Ne glede na to, kakšna. Ampak čustva. Tako da emocije zmeraj znova morajo biti. Ne? Zdaj v zadnjih letih moram reči, da delamo tudi predvsem na glasbi, kar priča tudi o teh številkah, ko sem govorila o njih. Ampak zmeraj pa mora biti rdeča nit Murka prisotna, tudi v besedilih, tudi o tem oblačenju, slačenju. No, gledalci vedo, da ne grem čez mejo nikoli, ne? Ampak mal pa mora biti zaradi tega, ker ljudje od mene to pričakujejo in so navajeni. In zdaj, če se začnem spreminjati, jaz mislim, da zgubim kar velik procent svoje publike. No, kaj vas vodi oziroma kdo vas vodi? Vas vodi to, kar vi začutite v sebi, kaj bi naredili, ali vas vodi to, kar se vam zdi, da je zdaj popularno oziroma s čimer boste pritegnili množico? Odkot črpate navdih in čemu sledite? Jaz zmeraj počakam na primeren trenutek. Če ne čutim, ne naredim. Zelo veliko je pametnih glav zmeri, pa zdaj bi mogel tako, pa to bi mogel, pa zdaj se pa tako oblači, pa zdaj pa morda to fotko ven ali pa karkoli, ne, da bodo ljudje speht. Ne. Tudi recimo pri pesmih zelo pazimo, kdaj, kako izdamo komad, ker se mi zdi nevarnost prenasičenosti toliko večja. In ti, če hočeš narediti hit, ga moraš delati res leta morda, pa premišljeno. To ni industrija, po eni strani je, po drugi strani ni. Kar se tiče imidža je, kar se pa tiče glasbe pa ne. To pa malo srca pa mora biti tukaj vmes, ne? Pa instinktive, absolutno. Ne, zelo ne poslušam rad drugih. Mogoče prelomnica je bil Zmago Jelinčič Plemeniti, ki mi je svetoval, da izdam svojo avtobiografijo.
Avtobiografija, sem rekel, pa lepo te prosim, kdo bo to bral, a ne? Kdaj vam je to rekel? Pa to je bilo pred leti, saj to je bilo mogoče zdaj, ne vem, takoj po poroki enkrat. Takrat, ko je knjiga izšla, praktično, to je tega 10-12 let. 12 let, tako. Že, ko ste pravzaprav šele stopili na sceno, vam je on predlagal. Sej to in jaz pravim, da se mi to pa zdi absolutno neumnost, zato ker še nisem povedal vsega, ker imam še toliko stvari za povedati in je absolutno prezgodaj. In potem smo mi imeli učili takrat predstavitev knjige po tednu dni in smo na predstavitvi so me presenetili in povedali, da je pravzaprav knjiga razprodana po tednu dni, prvi ponatis. In potem smo šli še v en ponatis oziroma še v dva. Takrat sem se jaz mogoče začel res pa malo zavedati, koliko je ta fenomen živ. Nisem seveda niti v sanjah si nisem predstavljal, da bo to let. Malo sem si predstavljal, v katero smer grem. Ampak da pa bo tako zelo dolgo trajalo, pa moram priznati, da nisem verjel. Še sam ne. A pa Zmago Jelinčič je takrat se pošalil ali je on to resno mislil? Ne, kar resno mi je. Tudi on je poiskal založbo. Pa tudi pisateljico, ki mi je po mojem pripovedovanju seveda napisala knjigo. Mislim, da kar resno, ja. Pa on je zelo bister človek, no, to moram reči. No, saj to me zanima, je že takrat on prepoznal, recimo, vaš potencial oziroma ta fenomen, kot ste rekli v Sloveniji, Damjan Murko. Je. Midva sva tudi zasebno zelo kul in velikokrat on ima tudi, jaz bom rekel, da ima podoben imidž. Se pravi, ima zelo dolg jezik in to mi je včasih, ko ga tudi malo zmoti, ampak meni je pa to všeč, recimo, ne. In sva se zelo na eni točki našla in konec koncev je on dal meni veliko nasvetov, tako kot jaz zdaj lahko mogoče komu podam nasvet, ki se spopada z svetom show biznisa, časi pa niso najboljši, sploh pa ne medijski, za ustvarjati nove zvezde, ne? Ker jih zelo hitro ustvarijo, po 2 letih jih odvržejo, ker rabijo nove obraze. Zdaj pa, koliko se pa znajdeš, pa koliko lahko greš sam, je pa dost zavajajoče v tem času, ne? Kaj vse obljubljajo producenti, menedžeri, mediji in tako naprej. A vas je kdaj kdo obrnil okrog prsta? To se pravi, da ste videli, da ste bili ogoljufani, izkoriščani, karkoli takšnega negativnega na sceni v teh letih se vam je zgodilo? Kaj pa vem, bili so poskusi, no. Bili so poskusi, ampak sem jaz kar zelo hitro videl, v katero imam ta instinkt, v katero smer kaj gre. Bilo je tako, mislim, od začetka vem, so bile tudi grožnje in tako naprej, če ne boš ti prišel k nam, ali pa recimo, vedno je to brentanje pri nekem honorarju, pa to. Mislim, vsi delamo z denarjem, vsak ima svojo ceno in se mi zdi konec koncev tudi malo ponižajoče, da te na tak način. Jaz zmeraj rečem, vsi smo ljudje in vse se da zmeniti. Ampak način je pomemben, ne? Ja, no, tu me pa res zanima. Kaj ste ugotovili ali pa odkrili recimo osnovalcih našega medijskega prostora, naj bodo to uredniki, voditelji, novinarji, menedžerji, skratka te naše medijske scene, glede na to, kako so z vami ravnali. Ste ugotovili, da recimo, da je veliko nespoštljivosti na tej sceni tudi, pa ne govorim samo o novinarjih, ampak o tej mašineriji slovenskega tega medijskega prostora? Čuti se rivalstvo. Ampak konkurenca je zdrava, ker konkurenca v tebi odkrije ene nove energije, ampak mi zdaj govorimo o zdravi konkurenci. Ne o podtikanjih, ne o žalitvah, ne o tem preko trupel do slave, do sreče, kakorkoli. Bog ne daj. Jaz moram, kar se medijskega prostora tiče, iz sebe gledam. Jaz sem tako en lep spoštljiv odnos zgradil z mediji, da karkoli je bilo, so me zmeri poklicali in smo skupaj naredili zgodbo, če lahko tako rečem. Se pravi, jaz sem zmeri tudi za zdrav trač, pa me vsi sprašujejo, kaj je to zdrav trač. Se pravi, zgodba naj temelji na bazi resnice, je pa logično, da mora biti malo napihnjena, da je bralcem prijaznejša. Ampak ne si pa neki izmisliti to meni in to lazirati v medije brez moje vednosti. To je logično, da mi ni všeč. Po teh letih, no, moram reči, da ja, mediji ste ali pa so med seboj kar na nož, pa tudi to je, zelo se grebejo, kater obraz bo njihov zaščitni.
Se pravi, ko se ti pojaviš enkrat v nekem šovu ali na neki televiziji, te oni zelo hitro vzamejo za svojega in takoj ti pomelijo pod nos neko pogodbo, da si njihov in da moraš nastopati samo na njihovi televiziji. Brate, odpade, pri meni to ne gre. Ne? Jaz se sam rad gibljem, jaz sam razmišljam, kje, kdaj in zakaj grem kdaj v kakšno oddajo, kje se kdaj pojavim. Je pa tudi že bilo mogoče v določenem momentu, da sem zavrnil kaj. In no, to je bil potem plast negativizma na moj način, na moj račun, zaradi tega, ker pač ne razume, da se v tistem momentu mogoče nisem videl kot gost v njihovi oddaji. Ne? Sej najbrž vas je prav to toliko časa drži na sceni. Ne? Sej, če bi se pustili enemu mediju kalupiti in se voditi po svoje, pa morda bi res eno leto bajno živeli, ampak potem kot zvezda pogoreli. Veliko krat se zgodi, ne samo mediji, tudi pri producentih, recimo, da se glasbeniki morajo pravzaprav ravnati po nekih pogodbah in cena slave je lahko tukaj zelo, zelo kruta. Zdaj pri nas bom rekel, da še je v mejah normale, ampak kljub vsemu, ko gledam Ameriko ali pa recimo, ko berem druge časopise, koliko so neusmiljeni do ljudi, ki so na zvezdniškem nebu, no tam pa gre malo bolj zares. Ja, tudi do smrti v kakšnih primerih. Res je, saj poznamo primere, ampak tudi pri nas, jaz poznam veliko primerov, da se tudi zdravijo na psihiatriji, tudi imajo veliko ljudi, mašinerijo, ki jim pomaga prebroditi vse te zadeve, psihologe in tako naprej. Hvala Bogu, sem jaz za ta biznis dosti stabilen. In kot sva rekla, nič mi ne pride do živega, pa tudi tako zavestno sem v vsej stvari. Zdaj, če ti malo ne veš, kaj te čaka, pa ne veš, kako bo, pa nekaj bi rad, pa nisi sposoben tega prenesti, lahko rečemo nekaj recimo iz tega čist bibličnega. Vsak nosi svoj križ in vsak ima svoj križ tako težek, kolikor ga lahko nosi. Ne si nadeti preveč, če ne gre. Dobro, vi ste svoj križ lahko oziroma lahko nosite, kaj pa vaši bližnji, recimo ženo ste omenili, da vas je spoznala kot lik Damjana Murkota in da sta zgradila močno vez. Kaj pa recimo morda starši, njeni, vaši, bližnji sorodniki, kako so sprejemali ves ta pomp okrog vas? Težko. Tudi zaradi njih sem v določenem momentu razmišljal, kaj pravzaprav narediti, ali nadaljevati to pot. Danes seveda po teh letih vsi vidimo, da sem naredil prav. Bilo pa je težko sploh obrazložiti, da to, kar piše, ali to, kar vidijo, ni res, recimo. In da so tukaj takšni ali drugačni substituti, ki ti želijo absolutno namenoma škodovati. In bilo je težko, danes pa mislim, da imam absolutno podporo čisto od vseh. Ampak do tega sem mogel priti in kar je tudi prav, da sem rabil to in da ni bilo vse kar takoj, ker zdaj res to bolj cenim, pa tudi mnenja drugih ljudi, ki so mi blizu, cenim bolj kot pa bi sicer. Damjan Murko, zanimiv intervju. Hvala za vašo odkritost in ta lep pogovor. Z veseljem. To je bil eden in edini Damjan Murko. Generalni pokrovitelj intervjuja je AC Sport d. o. o.